Pozdravljeni. V sezoni 2026 bomo videli čisto novo generacijo bolidov Formule 1. Ampak ali to pomeni, da lahko pričakujemo tudi spremembe, kar se tiče razmerja moči med vozniki, o tem in še marsičem drugim v naslednjih minutah. V tem trenutku zagotovo še ne vemo, kako bodo do potankosti izgledali novi bolidi za prihajajočo sezono 2026. In niti ne vemo, pri kateri ekipi so nalogo opravili bolje in pri kateri malce slabše. A zagotovo nam je vsem jasno, da bodo v prihajajoči sezoni 2026 velikanske spremembe tudi na aerodinamičnem področju in da bodo morali vozniki prilagoditi svoj stil vožnje. Ali to pomeni novo razmerje sil med samimi vozniki? V sezoni 2025 smo videli, da kar se tiče voznika, je verjetno najboljši Max Verstappen. Pustimo sedaj pri strani rezultate, ki smo jih videli na koncu leta. Max je dokazal, da verjetno mu je malo kdo para na štartnem razporedu. Ampak ali bo tako tudi v naslednjem letu? Opazili smo, kako je na primer Oscar Piastri v tretji tretjini sezone imel velikanske težave. Je to povezano mogoče z lastnostmi bolida in se bodo le-te pojavile tudi v naslednjem letu? Kaj pa, na primer, Lewis Hamilton? Eno izmed največjih razočaranj sezone 2025. Je vse odvisno samo od motivacije, od njegove starosti ali tiči v ozadju tudi kaj drugega. Verjetno ni treba posebej poudarjati, v sezoni 2026 ne bo več bolidov s stalnim efektom. In kako se bodo obnašali novi bolidi v primerjavi s tistimi, ki smo jih videli od sezone 2022 pa do konca tega? V bistvu znajo biti podobni onim, ki smo jih videli generacijo pred tem, le da bodo imeli 2,5 aerodinamični podobi. Seveda bo tista podoba, ki bo primerna za vožnjo po ravninah, bo ona za vožnjo po ovinkih in seveda še ona vmesna stopnja, ko bo asfaltna proga razmočena. V vsaki izmed teh možnosti se bo bolid obnašal rahlo drugače. Namreč od tega, da bo imel izjemno nizek zračni upor in malo oprijema, do praktično čistega nasprotja. Veliko prijem in praktično tudi visok zračni upor. In koncept, kar se tiče aerodinamike, bo čisto drugačen. Mi smo do sedaj videli bolide, ki so čas na krog napravili praktično v tistem tehničnem ovinkastem delu in na ravnini ni bilo večjih razlik, bomo sedaj videli obratno. Tisti najboljši bodo imeli, na primer, najvišjo končno hitrost tudi na ravnini. Nekaj, kar, na primer, v sezoni 2025 ni bilo razvidno. A sedaj se skušamo malce zamisliti, ali bi lahko ta sprememba pomenila tudi
praktično na novo postavitev razmerja sil med samimi vozniki. Omenil sem vam Lewisa Hamiltona. In če se sedaj spomnimo sezone 2020, tu je njegov dvojni V11. Kakšne lastnosti so takrat imeli bolidi? Posebej Mercedes je slovel po dolgi medosni razdalji in bolidi na splošno so bili stabilni in predvidljivi. Posebej Lewis Hamilton je rad imel celoten bolid, celotno šasijo pod kontrolo. Spomnimo se samo njegove fantastične vožnje na veliki nagradi Turčije. Takrat je pokazal pravo mojstrstvo pri obvladovanju obrabe samih pnevmatik in mojem zasluženo postal svetovni prvak. Pokazal je nekaj več. In tudi sam je priznal, da praktično ne bo pogrešal prav nič strani teh bolidov s stalnim efektom, ki mu niso bili všeč že od samega začetka. Namreč bolid s stalnim efektom je bil nestabilen, ker je večino aerodinamičnega oprijema generiral z dnom, je vsaka sprememba višine dna nad asfaltno površino povzročila spremembo tudi v oprijemu in posledično nestabilnost. Mnogo tega je bilo zakrito pri Hamiltonu v tistih sezonah, ko so pri Mercedesu eksperimentirali z družino bolidov, kjer so bile tiste bočne površine minimalizirane oziroma jih skorajda ni bilo. Ampak zadeva, kar se tiče Hamiltona, je imela korenine drugje. Hamilton ima rad stabilne bolide. Kaj pa Max Verstappen? Mnogokrat smo govorili, kako pri Red Bullu delajo bolide, ki so na kožo pisani Maxu Verstappenu, in znano je dejstvo, da je Max tudi v prejšnji generaciji imel rad bolide za krajšo medosno razdaljo, ki so nestabilni na samem zadku. In pravzaprav ni bilo velike razlike med tistim, kar je imel na razpolago v tem obdobju bolidov s stalnim efektom, in onim, kar so mu pripravili pri Red Bullu poprej. Zdaj, ko bo prišlo do teh sprememb, ne govorim, da bo Max Verstappen kar naenkrat padel v ozadje. Zadeve se bodo lahko, ponavljam, lahko, malce bolj uravnovesili. In kdo ima, recimo temu, podobne v osnovi lastnosti, zagotovo Oscar Piastri je eden izmed tistih, ki so mu pogodu bolidi, ki so stabilni z veliko oprijema. Videli smo, da ko so bile temperature nižje, ko pri McLarenu so napravili praktično bolid, ki je imel več oprijema na prednji osi, je padel v krizo. Ne bomo se sedaj spuščali v podrobnosti, ali so preferirali Norrisa ali pa ne. In prav Lando Norris je eden izmed tistih, ki ima oddaleč podoben stil vožnje kot Max Verstappen. Zavedajmo se, nihče ni na tistem nivoju, ki ga vidimo pri Maxu, ampak tudi Lando ima rad praktično bolide z izjemno točnim prednjim delom in manjšo stabilnostjo nazaj. Videli smo to, na primer, v tistem dvoboju z Lewisom Hamiltonom po razmočeni progi v Sočiju. Lando se je branil, ampak v trenutku, ko je bilo potrebno imeti stabilnost, je prišel na površje sam Lewis Hamilton. In morda bo kdo presenečen, eden izmed voznikov, ki so ogromno trpeli v tem obdobju, je Lance Stroll. Tudi on znapriti bolj na površje pri prav tej spremembi
aerodinamičnih pravil in videli bomo lahko kakšne presenetljive rezultate. So vozniki, ki so izjemno konstantni in znajo dobesedno izvleči maksimum iz enega ali drugega stila. Lep primer, Carlos Sainz mlajši. Obratno, voznik, ki z prejšnjo generacijo bolidov ni bil tako vešč in je imel prednost, na primer pri bolidih s stalnim efektom, je Charles Leclerc, ki ima že tako izjemno nervozen stil vožnje in nima tistega potrpljenja, ki zna priti do izraza prav pri stabilnih bolidih. A vem, pri prihajajoči sezoni, kot sem vam že omenil, bomo imeli dva aerodinamična načina in verjetno tudi dva točno ločena stila vožnje. Da se zgoditi, da bo ekipa na začetku napravila bolid, ki posameznemu vozniku ne bo ustrezal zaradi drugih zadev. A konec koncev ne smemo biti presenečeni, če bomo kar naenkrat voznike, ki so jih mnogi že odpisali, videli prav tam na vrhu ali pa prav pri njem. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.